Kolesarska revolucija, ki se je začela pred nekaj leti, še kar traja. Povečal se je uvoz koles, raste število kolesarskih prireditev in kolesarjev na cesti. Vsi si želijo postati Tadej Pogačar ali Primož Roglič, a ne gre tako zlahka. Prejšnji teden je na rekreacijski prireditvi zaradi neprilagojene hitrosti celo umrl rekreativni kolesar. Pretirani treningi, vaje in obsedenost s prehrano lahko pripeljejo tudi do odvisnosti in izgorelosti, opozarja nekdanji profesionalni kolesar Jani Brajkovič. Včasih je bil alkohol, zdaj pa je šport nacionalni anestetik, trdi športnik, ki je izkusil vse plati medalje strastnega kolesarjenja. Anka Pirš. Gremo malo hitrej. Malo hitrej. Kolesarite se. Tako. Včasih je bilo to moje delo, včasih sem bil v povprečju verjetno okoli 30 ur tedensko. Zdaj, če to vse skupaj seštejem, pošlo verjetno okoli 600 000 kilometrov celo kariero, mogoče tudi malo več. Zdaj je pa, ko imam čas. Zdaj kolesarstvo ni prva prioriteta, tako da grem pač ven za rekreacijo, za veselje, pa tudi na vse zadnje za zdravje. Da je do športa vzpostavil zdrav odnos, pa je moral naš nekdanji profesionalni kolesar prestati težke notranje boje. Kot vsako odvisnost je tudi odvisnost od kolesarjenja težko prepoznati, priznati, kaj šele pozdraviti. Če pogledamo zgodovino Slovencev, včasih je bil alkohol, zdaj pa šport. Saj ni velike razlike. Samo eno je bolj družbeno sprejemljivo. Seveda je zelo nevarno, ker če gledamo, kaj s to odvisnostjo delamo, kakšno škodo si delamo, pa ne sam sebi. Zdaj, večina teh ljudi imajo tudi družino. Zlata medalja za Janija Brajkoviča. Eden najboljših slovenskih kolesarjev pred Pogačarjem in Rogličem. Svetovni prvak v kronometru do 23 let, zmagovalec dirke po Dauphineji, prvi Slovenec, ki je oblekel zlato majico na dirki po Španiji, prvi Slovenec, ki se je uvrstil na 9. mesto dirke po Franciji. Mlajše generacije pa ga poznajo predvsem, ker je tekmoval v ekipi legendarnega kolesarja Armstronga. Meni je vsaka zmaga pomenila izključno samo en korak više proti temu, rečemo, ultimativnemu cilju, in to je Tour de France. Se pravi, vsaka zmaga, ki je bila, sicer je bila pomembna, ampak nisem nikoli čutil nekega zadovoljstva ali pa miru, pomirjenosti, tudi ponosa nikoli ni bilo. Kolesarska pravljica Janija Brajkoviča se je končala po dopinškemu suspenzu leta 2018, ki ga je prisilil, da se je soočil z dolgotrajnimi poškodbami, motnjami prehranjevanja in psihičnimi pritiski, ki so zaznamovali njegovo športno kariero. Danes o posledicah travm in begu v šport odkrito govori. Če gremo v ekstreme pri vrhunskem in rekreativnem športu, ne vidim razlike. Edina razlika je ta, da rekreativni športnik ima še druge obveznosti, še delo in se tukaj lažje skori, pregori. Zdaj, vprašanje je samo to, kdaj gremo čez sebe, koliko gremo pa čez sebe in tudi zakaj gremo čez sebe. Lahko bi rekli, da je slogan "Kdor ne skače, ni Slovenc" nadomestil "Kdor ne kolesari, ni Slovenc". Izjemni dosežki Tadeja Pogačarja so na slovenske ceste pritegnili nove kolesarske navdušence. It is a triumph for Tadej Pogačar. Total obliteration. Gremo sproti Tržiču, gor na Seničnem, se počakamo. Skupina amaterskih kolesarjev se sreča 3-krat na teden. Navdihnil me je pa Tadej Pogačar. Začel sem pa kolesariti, ko me je isto navdihnil Tadej Pogačar. Ki je Pogačar se še rodil ni. Odkar pomnim, od 15 leta naprej, tako da več kot pol življenja. Moj cilj je, da bi prišel v pro kolesarja, da tam dosegel veliko zmag. Tour de France. Ja, v bistvu. Ne, meni 13 000 na let. Tako da to je več kot ura pa pol na dan v povprečju. Tako da kilometrov imam več kot cela družina z avtom. Tako da
Lani sem naredil okoli 10.000 km, pa 200.000 višinskih metrov. Sem v bistvu rekreativc. To delam, ker sem videl, da je pač imam poleg fitnesa potreba tudi po kardiju. In ker enostavno pač uživam v tem, da se grem 2-krat na teden malo zgoniti. Si dobil podpis od Tadeja Pogačarja? Pri njemu doma. In kakšne svet ti je dal? Ne sam pridno treniram. Pridnost ali obsedenost. 27% Slovencev kolesari zelo pogosto, 24% pogosto, 13% pa več kot 4-krat na teden, so ugotovili na Agenciji za varnost prometa. Jaz skozi je kolo z mano. In na dopustu, in po zimi in skozi. Ni sezone. Sezona je cel let. Ni me strah, da se bi preveč natreniral, ker poznam, da preveč treniraš, da telo rabi počitek. Če preteraš, se nauš pač pobral, a ne? Vstanem 10:05, potem grem na avtobus do šole. Šolo začnem 7:20, v šoli sem do 2, pol dan, domov pridem okoli 3, grem na kolo, naredim 3 ure treninga, veliko lancev, in pa domov pridem, pa naredim še kardio treninge. Ja, mislim, kakšen teden, 2 sem bil čisto v bistvu brez energije, sam jaz sem preteral fitness, hribi, kolo, cela kombinacija, se nisem vzel niti enega dneva frej. Logično pač telo ne zdrži toliko časa, pa še delo, faks. Prekuraš se, ne gre, moraš paziti. Na tudi počitek je isto pomemben kot treningi. Ne, jaz se poznam, če cel življenje to počneš, veš, kje je meja. Vidim pa na stara leta, da manj moram zmanjšati. Ja, ne morem več vsak dan na rundo, ampak vsak drug dan. Pa tudi, ja, slab spiš, pa že veš, če slab spiš, je bolj da pol. Pa srčni utrip imaš drugačen, to vse že merijo ure. Pred odhodom na Gorenjsko jim vodja zaželi. Ne se preveč fizično matrati, da vam je to preveč naporno, dajte uživati na kolesu. Komaj čakam, da se dobimo, ker to je tako, kot bi rekel včasih, ker so v jugoslovanskih časih še bilo popularno, da se je po službi v tovarnah šlo v gostilne, pa se je cel popolne v gostilnah pil pa kadila, ne. Zdaj rečem, zdaj se po 5 dobimo na kolesu. Zanima nas, kako ranljivi za športno izgorelost so rekreativni kolesarji. Zato se z amaterskim trenerjem in športnim navdušencem srečamo v prostorih kolesarskega kluba Rog. Tu imajo shranjena tudi kolesa Tadeja Pogačarja. Od zmagovalnega na dirki po Franciji pa do prvega, s katerim je začel kolesarsko kariero. Ja, pred kolesom je mogoče pa ta nevarnost, da si moraš paziti, da bi si rekel, ne vem, grem samo za 1 uro na kolo, uro pa pol, pa imam dovolj, ne. Če nekdo sam, pa da se samo trud, pa matra, pa samo gleda neke številke, da bo, ne vem, vse dal iz sebe, verjetno je veliko večja možnost, da bi se neki preveč, po domač pojem, skuril, če se vozimo skupaj, tako kot mi, ki se vozimo tukaj v klubu v skupini. Peter Babška z ženo vodi podjetje, imata 4 otroke, oba pa verjameta v športni duh, ki ne potrebuje tekmovalnosti. Petrova zaščita pred izgorelostjo je matematične narave. Nekje 210 ur na mesec lahko človek porabi za delo. To pomeni, za moje pojme je delo tudi, če se peljem jaz z avtomobilom. Če nekdo dela 176 ur v službi, do teh mojih nekako dognanih 210 ur, do maksimalno mogoče, če je nekdo zelo sposoben delati 220 ur, mu še ostane razlika za ostale aktivnosti. So sprva rekreativni kolesarji, ki nekako začnejo kolesariti za svoje dobro počutje, ko pa nekateri vidijo, da so nekako s svojimi sposobnostmi nad nekim povprečjem, jih seveda zadeva pritegne in se začnejo bolj ukvarjati za svojimi sposobnostmi, za bolj, bi rekel temu, za amaterskim nekako kolesarjem, imajo že nek cilj izboljšati svoje sposobnosti. Svoje rezultate pa pokažejo na rekreativnih kolesarskih prireditvah, ki jih je vsako leto več. Samo lani je ChatGPT v Sloveniji naštel 60 večjih dogodkov, ob tem ni upošteval lokalnih aktivnosti in maratonov. Naše največje mednarodne rekreativno-kolesarske prireditve, Maraton Franja, se je prvič leta 1982 udeležilo okoli 700 kolesarjev. Letos jih je bilo več kot 6200. Direktor Maratona Franje in selektor ženske reprezentance je zadovoljen.
tekmovalen šport nekako iz tega tudi črpa talente, ki jih potem pač pili naprej v svojih društvih. Če imaš samo podobo bazirano predvsem na temu, koliko si dober oziroma kakšne rezultate imaš, verjetno nisi nikoli dovolj dober. Oziroma je vsak rezultat zelo pomemben in takrat pa vstopamo v zelo nevarno področje. Največ, kar je dosegel, je bilo, da ni ničesar občutil, kar je enačil s tem, da je uspešen, se spominja. Jaz sem rekel, da uživam v trpljenju drugih, da sem hkrati bil sadist in mazohist. V takih primerih imaš pol nadzor nad vsemi, se pravi, imaš moč. In veliko nas v življenju nikoli nismo imeli moči. Smo bili nemočni. Zdaj na dirkah, na tekmovanjih je pač nažalost tako, da če hočeš zmagati, morajo drugi trpeti bolj od tebe. In drugače pač ne gre. Šport in tako je. Sam sem pa užival v trpljenju, ker verjetno tudi zato, ker vse, kar je prihajalo iz telesa, je bilo večinoma negativno in slabo, se je potem moj ego obrnil proti telesu in hotel telo uničiti. Njegova nemoč je izvirala iz otroštva prepletenega z nasiljem in kasneje z motnjami hranjenja. Mislil je, da bo kolesarstvo zapolnilo neskončno praznino. Danes meni, da je na nezavedni ravni sam sabotiral svojo kariero, saj se je neprestano silil čez mejo poškodb, padcev in fizične preobremenjenosti. Moj klik je prišel takrat, ko ni bilo več druge opcije. Kaj se je zgodilo, je, da me je kolesarstvo izločilo, oziroma sem se sam z dejanji izločil iz kolesarstva in me nobeden ni več hotel. Zelo enostavno. In takrat si ne moreš več zatiskati oči, da so drugi krivi. Je bilo tako, da sem vsako jutro doma sedel v kuhinji in jokal in nisem vedel, kaj naredim s svojim življenjem. Če ne moramo prevzeti odgovornosti za svoje življenje, tudi ne moramo nič spremeniti. Zato je smiselno, da si vsak kolesar postavi vprašanje, koliko časa vlaga v šport in kako se pri tem počuti. Svetuje Brajkovič, ki je razvil svojo metodo, s katero pomaga športnikom. Ker je pa čist logično, da če hočemo biti boljši, moramo iti čez sebe. Ne moramo na lep, prijazen, neboleč način biti boljši. In enako je v športu, kot v poslu, kot v drugih zadevah. In tukaj je samo vprašanje nekega balansa, ravnovesja. Danes se počuti pomirjenega s sabo, čeprav poudarja, da je treba duševno zdravje vzdrževati, predvsem s sočutjem do sebe.